Dobrodošli v virtualni predstavitvi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Spleti svojo kariero, v kateri boste izvedeli vse informacije, ki jih potrebujete za uspešno iskanje zaposlitve in vodenje kariere. Virtualna predstavitev je del projekta Razvoj storitev in pripomočkov vseživljenjske karierne orientacije, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad. Predstavitev vas bo vodila po tematskih sklopih, od informacij o možnostih prijave na zavod prek pregleda delovnih mest, načina prijave, zaposlitvenega načrta, ponudbe kariernih središč, obveščanja o prostih delovnih mestih, do iskanja zaposlitve in odjave iz evidenc zavoda. Predstavitve posameznih tem se samodejno zaženejo druga za drugo, lahko pa jih ustavite s pritiskom na pavzo ali zaženete samo določeno temo s klikom na enega izmed naslovov, ki so prikazani pod predstavitvenim oknom. S klikom na znak s 4 puščicami omogočite povečan ogled predstavitve, ki se raztegne čez celoten zaslon. Na spletno stran se vrnete s ponovnim klikom na znak s puščicami. Informacije so vam na voljo tudi v tekstovni obliki. Lahko jih shranite ali natisnete s klikom na zavihek Predstavitev v tiskani obliki. Na spletni strani boste našli tudi kontakte zavoda, povezave do pomembnih vsebin na spletni strani zavoda in orodij za samostojno vodenje kariere, seznam pravic, obveznosti in ugodnosti, ki jih pridobite ob prijavi v evidence zavoda, ter obrazložitev najbolj iskanih pojmov v zvezi z iskanjem zaposlitve v rubriki Od A do Ž. Kdaj se prijavim? Zavod je priložnost za vse, ki želite v čim krajšem času do zaposlitve. Marsikateri iskalec zaposlitve oziroma brezposelni se sprašuje, ali se sploh lahko prijavi pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in ali lahko uporablja pomoči, ki jih zavod nudi, tudi če ni prijavljen. Na Zavodu za zaposlovanje se prijavite v evidenco brezposelnih oseb predvsem, če aktivno iščete zaposlitev in ste zmožni za delo. V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite, če niste v delovnem razmerju, niste samozaposleni, niste poslovodna oseba v osebni družbi, niste poslovodna oseba v enoosebni družbi d.o.o. ali zavodu, niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje, niste upokojenci in če nimate statusa dijaka, vajenca, študenta oziroma statusa udeleženca izobraževanja odraslih mlajšega od 26 let. S prijavo na zavodu boste pridobili različne možnosti individualnih in skupinskih oblik podpore pri iskanju zaposlitve. S prijavo pa se boste tudi zavezali k spoštovanju dogovorov, sklenjenih z osebnim svetovalcem. V primeru nespoštovanja dogovorov vas bo zavod prenehal voditi v evidenci, ponovno prijavo v evidenco pa boste lahko vložili šele po 6 mesecih. Nekatere storitve, ki jih zavod ponuja, pa so dostopne vsem. Tudi če niste prijavljeni, lahko pridobite splošne informacije o trgu dela, se seznanite z opisi poklicev ali uporabite e-storitve, portal poiščidelo.si, iskalnik prostih delovnih mest, evropski zaposlitveni portal EURES, e-svetovanje, mojaizbira.si in portal Ploteus. Delovna mesta. Iskanje zaposlitve in vodenje kariere je pomemben življenjski proces, ki nas spremlja od prve zaposlitve do upokojitve. Trg dela ponuja številne možnosti zaposlovanja v vsakem življenjskem obdobju. Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje www.ess.gov.si so dnevno objavljena nova prosta delovna mesta. Najdete jih lahko tudi na lokalnih uradih za delo. Možnost pregleda aktualnih prostih delovnih mest vam na spletni strani zavoda ponujata. Portal poiščidelo.si, kjer lahko izdelate e-življenjepis, pregledujete prosta delovna mesta,
se naročite na prejemanje obvestil o prostih delovnih mestih po elektronski pošti ali z SMS sporočili, se predstavite delodajalcem, ki lahko na portalu z vami navežejo stik, ter iskalnik po prostih delovnih mestih, kjer se lahko naročite na prejemanje obvestil o prostih delovnih mestih po elektronski pošti ali prek RSS novic. V Sloveniji se vsak mesec uspešno zaposli več tisoč iskalcev zaposlitve. Slovenski trg dela pa ni edina možnost za zaposlitev. Delo si lahko poiščete tudi na območju Evropske unije po mreži EURES, ki ponuja več kot 1 milijon prostih delovnih mest v 31 državah. O možnosti dela v tujini se lahko pozanimate prek Evropskega zaposlitvenega portala EURES oziroma pri svetovalcu EURES ali pa obiščete brezplačni seminar o iskanju zaposlitve v Evropi, na katerega se lahko prijavite tudi na spletni strani zavoda. Spletna stran zavoda ponuja različne pripomočke za samostojno vodenje svoje kariere in iskanje zaposlitve. Na voljo vam je tudi osebna strokovna pomoč pri načrtovanju vaše kariere. Pridobite jo po prijavi na zavod. Prijava. Na Zavodu za zaposlovanje se lahko prijavite v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve. Če ste brezposelni in iščete zaposlitev, se lahko prijavite v evidenco brezposelnih oseb. Če ne izpolnjujete pogojev za vpis v evidenco brezposelnih, se lahko prijavite v evidenco iskalcev zaposlitve. Informacije o tem, kdo se lahko prijavi na Zavod za zaposlovanje, dobite na spletni strani zavoda, v zloženki Prijava na zavodu ali na brezplačni telefonski številki 080 20 55, kjer vam odgovorijo tudi na druga vprašanja, povezana z iskanjem zaposlitve. Prijavite se lahko po spletu na portalu poiščidelo.si, po pošti z izpolnjenim in podpisanim obrazcem ali osebno na najbližjem uradu za delo. Prijavo lahko uredite že naslednji dan po izteku delovnega razmerja. Za prijavo potrebujete veljaven osebni dokument, dokazilo o izobrazbi in delovno knjižico, če vam je bila izdana. Če ste še zaposleni in je vaša zaposlitev ogrožena, ob prijavi potrebujete tudi obvestilo delodajalca o nameravani ali dejanski odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Ob prijavi lahko uveljavljate pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, če izpolnjujete pogoje za vpis v evidenco brezposelnih oseb in ste bili zaposleni najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Obrazcu za prijavo priložite pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbo o zaposlitvi za določen čas ter potrdilo o višini plače, ki vam ga izpolni delodajalec in je dostopno na spletni strani zavoda. Zahtevo za denarno nadomestilo morate vložiti v 30 dneh po prenehanju zavarovanja. Zaposlitveni načrt. Uspešno opravljeni prijavi sledi načrtovanje iskanja zaposlitve z osebnim svetovalcem zavoda. Na prvi svetovalni razgovor z osebnim svetovalcem se pripravite s pomočjo vsebin in pripomočkov na spletni strani zavoda. Ti vam pomagajo samostojno iskati zaposlitev in voditi svojo kariero. Ključni pripomoček za pripravo na načrtovanje iskanja zaposlitve je e-svetovanje. Vodi vas od raziskovanja vaših interesov in lastnosti, spoznavanja poklicev in oblikovanja zaposlitvenih ciljev, do nasvetov za učinkovito iskanje zaposlitve in koristnih podatkov o trgu dela. Poleg e-svetovanja lahko uporabite tudi naslednje pripomočke. mojaizbira.si. Ta vam pomaga pri odločitvah za nadaljevanje izobraževanja.
Portal Ploteus, kjer so objavljene informacije o usposabljanju in izobraževanju v državah Evropske unije, EGP in Švici. Ter interaktivni računalniški program Kam in kako, ki omogoča preverjanje vaših interesov in spoznavanje značilnosti znanih in novih poklicev. Za informacije in pomoč pri uporabi pripomočkov vam je na voljo kontaktni center zavoda na brezplačni telefonski številki 080 20 55. Pri prvem razgovoru z osebnim svetovalcem boste na podlagi svojih delovnih izkušenj, znanj in ciljev ter na podlagi potreb na trgu dela izdelali svoj zaposlitveni načrt. V zaposlitveni načrt boste zapisali poklice oziroma dela, ki jih želite in znate opravljati, ter navedli, kako in kje boste iskali zaposlitev. Zaposlitveni načrt boste spreminjali in dopolnjevali. Glede na izkušnje, ki jih boste pridobili pri aktivnem iskanju zaposlitve, boste v zaposlitveni načrt zapisali nova dela oziroma poklice, v katerih se želite zaposliti, in nove načine iskanja zaposlitve. Če z osebnim svetovalcem ugotovite, da za opravljanje dela potrebujete dodatna znanja, vam zavod omogoča različna usposabljanja in izobraževanja. Z osebnim svetovalcem bosta določila način vajinega sodelovanja in odzivanja na napotnice, obvestila in vabila zavoda. Obvestila in vabila boste lahko prejemali osebno, po pošti, z SMS sporočili ali po elektronski pošti. Karierno središče. Tisti, ki znajo napisati dober življenjepis in se samozavestno predstaviti delodajalcu, so pri iskanju zaposlitve uspešnejši. Zato smo na zavodu pripravili različne pripomočke in delavnice, ki povečujejo uspešnost pri iskanju zaposlitve in vodenju kariere. Pripomočki ter krajše delavnice so vam na voljo v kariernih središčih, ki so dostopna po vsej Sloveniji. Po dogovoru s svetovalcem se lahko vključite v delavnice, v katerih boste izvedeli, kje in kako iskati zaposlitev, kako se uspešno predstaviti delodajalcu, kako napisati vlogo in dober življenjepis, kako se pripraviti na zaposlitveni razgovor in katera so najpogostejša vprašanja, ki jih zastavijo delodajalci na zaposlitvenem razgovoru. Za lažje iskanje zaposlitve so karierna središča opremljena z računalnikom, tiskalnikom, dostopom do interneta in telefonom, ki jih lahko uporabite v času uradnih ur. Tam boste našli tudi strokovno pomoč pri pisanju vlog in pripravi na zaposlitveni razgovor ter informacije o aktualnih prostih delovnih mestih na lokalnem trgu dela. Z novimi znanji boste uspešnejši pri načrtovanju in vodenju kariere. Obveščanje. Zavod vas bo na podlagi poklicev oziroma del, ki jih želite in znate opravljati, ter ste jih zapisali v zaposlitveni načrt, obveščal o ustreznih prostih delovnih mestih. Pri izbiri kandidatov za obveščanje o prostih delovnih mestih zavod upošteva vaše želje, interese, izobrazbo in poklic, delovne izkušnje, dodatna znanja, zmožnost in usposobljenost za delo, motiviranost za delo in kraje, kjer bi delo lahko opravljali. Zavod ustrezne kandidate o prostih delovnih mestih obvešča na dva načina. Z napotnico, na katero se iskalec zaposlitve mora odzvati, oziroma z obvestilom, ki iskalca zaposlitve informira o prostem delovnem mestu. Obvestila o prostih delovnih mestih lahko prejemate z SMS sporočili, po elektronski oziroma navadni pošti ali osebno. Ko se odzovete na obvestilo, prejmete dodatne informacije o prostem delovnem mestu, na katerega se lahko prijavite. Napotnice na prosta delovna mesta prejemate osebno
ali po pošti. Na napotnice se morate odzvati s prijavo na prosto delovno mesto oziroma upoštevati navodilo na napotnici ter osebnemu svetovalcu poročati o rezultatih napotitve. Iskanje zaposlitve. Aktivno iskanje zaposlitve se začne takoj po prijavi na zavod. Prvi korak do zaposlitve na želenem prostem delovnem mestu je vloga z življenjepisom. Osebna predstavitev v obliki vloge in življenjepisa je pomembno orodje, saj mora pri delodajalcu vzbuditi dovolj zanimanja, da vas povabi na razgovor. Vaša vloga naj izstopa, saj se na delovno mesto lahko prijavi veliko kandidatov. V osebni predstavitvi zato poudarite tista znanja, sposobnosti in lastnosti, ki jih delodajalec išče. Če bo delodajalec v vas prepoznal potencialnega sodelavca, boste povabljeni na zaposlitveni razgovor. Na zaposlitvenem razgovoru imate enkratno priložnost prepričati delodajalca, da ste najboljši kandidat za prosto delovno mesto. Da boste pri iskanju zaposlitve uspešnejši, smo v spletni svetovalnici e-svetovanje za vas pripravili nasvete in namige, ki vam bodo pomagali pri osebni predstavitvi in zaposlitvenem razgovoru. Lahko pa se obrnete tudi na e-svetovalca. Na zaposlitveni razgovor delodajalci ponavadi povabijo več kandidatov. Nekateri delodajalci želijo spoznati kandidate tudi s pomočjo opravljanja različnih testov in izpolnjevanja vprašalnikov. Z aktivnim iskanjem in strokovno pomočjo zavoda boste tudi vi našli zaposlitev in uspešno zgradili svojo kariero. Odjava. Uspešni zaposlitvi sledi le še odjava iz evidence zavoda. Če se zaposlite, samozaposlite, upokojite, se vključite v poklicno rehabilitacijo, če prejemate starševsko nadomestilo ali starševski dodatek, vas zavod samodejno odjavi in vas o tem pisno obvesti. Če ne želite biti več prijavljeni na zavodu ali pa pogojev za vodenje v evidenci zavoda ne izpolnjujete več, se odjavite sami. Izpolnjen in podpisan odjavni obrazec, ki ga dobite na spletni strani zavoda ali na uradu za delo, pošljite po elektronski ali navadni pošti ali prinesite na urad za delo, kjer ste bili prijavljeni. Pri iskanju zaposlitve niste sami. Uporabite možnosti, ki jih ponuja Zavod za zaposlovanje in spletite svojo kariero tudi vi. Ne pozabite, vsak mesec se v povprečju zaposli več tisoč ljudi. Med njimi ste lahko tudi vi. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.